Dajmo pogledati vašo napoved, kozorogi. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali v samo dogajanje, da dobimo še kakšne nove informacije ali pa nasvete. To so splošne napovedi, zato si je potrebno razlagati pomene po svoji lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Ok, dajmo torej začeti. Zdaj smo imeli petico kelihov, ki je padla, in tukaj spodaj imamo še karto smrt, kar mi na nek način govori, da se mogoče, da imate neka obžalovanja glede nekega zaključka iz preteklosti. Bomo videli. Ok. Kot osrednjo karto imamo viteza novcev. Torej, v naslednjem tednu bo nekako v ospredju to, da nekaj spravite na dan. In tega se boste lotili počasi in previdno. Nekako imate že neko idejo v mislih oziroma nekako veste, kaj morate narediti, ampak se boste tega lotili počasi in previdno, korak po koraku. In to mislim, da sem že zadnjič nekaj govorila na to temo v prejšnji napovedi. Ja, definitivno vas nekaj bremeni in točno zaradi tega se boste podali proti temu počasi. Morda je to nekaj, kar ste v preteklosti že poskušali, ampak se ni izšlo in boste nekako zdaj bolj previdno pristopali do tega. V preteklosti imamo asa kelihov in viteza kelihov. Jaz bi rekla, da tukaj do vas prišla neka ponudba, ki je v vas vzbudila ogromno nekih lepih čustev. Tukaj je videti zelo lepe harmonije, ampak kot da se nekdo potem tukaj od tega umaknil, kot da na nek način, zdaj lahko se to vi, lahko je vaša druga stran, ampak na nek način, kot da je nekaj prišlo v vaše življenje, vas je zelo napolnilo z neko lepo energijo, potem pa je to kar nekako izpuhtelo iz vašega življenja, kot da se je nekako umaknilo ali pa kot da je nekako zamrlo v vas, ali ne vem, mislim zamrlo. Recimo to je lahko neka ideja, dobiš neko idejo in te ta ideja ful navduši, napolni z energijo, ampak potem se nekaj zgodi, da ne moreš slediti več tej ideji in se ti zdi, kot da si izgubil nekaj pomembnega. In to se vidi tudi v trenutni situaciji, ko na nek način, torej, kot sem rekla, izgubili ste nekaj pomembnega in zdaj imate tam nekaj in nekaj, kar vam je ta izkušnja dala in nekako to razmišljate, kako bi to spravili na dan in iz tega naredili nekaj več. Tukaj se vidi, da so tudi neki hitri dogodki, hitri premiki, ki so vam v bistvu dali neko novo perspektivo, ker imamo seštevek kart, nas navezuje na karto obešenca. Torej, neki hitri dogodki so vam nekako pomagali pogledati na to situacijo z druge perspektive in videti je, da boste tukaj dobili neko novo jasnost in ta jasnost vam bo dala tudi ogromno novega upanja. Ogromno novega upanja in zdaj seštevek teh dveh kart nas navezujeta na karto Luna, kar pomeni, da se bodo zbudili v vas neki notranji strahovi, ampak ne smete se jim predati. In to mislim, da sem tudi že v prejšnjem tednu govorila. Dajmo pogledati malo bolj natančno, kaj se tukaj dogaja. Evo karta Mag je padla na tla že, mislim na mizo. Jo bomo kar pustili tukaj, pa bomo videli pol, kam ta karta paše. Ok. Zdaj tukaj imamo, evo, dvojko kelihov, asa palic in kočijo obrnjeno. Osmico kelihov pa imamo spodaj. Torej, jaz bi tukaj rekla, da ste bili v nekem lepem odnosu ali pa je bila to tista želja, ki sem prej govorila, ali pa kaj podobnega.
Torej nekako vas je nekaj ful napolnilo, nekako vam je dalo neko zadovoljstvo, srečo. Potem pa se je pojavila tukaj neka nova priložnost in ta priložnost vas je nekako razdvojila. In če se prav spomnim, sem govorila v prejšnji napovedi, da ste bili med nekimi dvemi da ste se nekako odločili med dvema možnostmi ali nekaj takega. In tukaj je videti, da ste nekako bili v tem nekem razcepu in nekako ste se odmaknili od nečesa, nekaj ste zapustili. Ampak zdaj imamo tukaj to karto mag, ni mi še jasno, kaj pomeni. Dajmo pogledati še naprej tukaj svečenik kot karta akcije in karta izida cesarica. Ta izkušnja vas je pripravila do tega, da ste se zatopili vase, da ste v sebi iskali nek odgovor, neko jasnost in izgleda, da ste to tudi našli, ker tukaj pol stopite v svojo polno moč. Tukaj ste cesarica. Nima veze, katerega spola ste, to pomeni, da da se zavedate svojega obilja, da se zavedate tega, da imate vse, kar potrebujete. Tudi ta evo, to karto bi dala kar sem. Da se zavedate, da imate vse, kar potrebujete in nekako ste našli to svojo moč. Zdaj s to osebo ali brez te osebe, nekako ste našli v sebi tisto nekaj, kar potrebujete, da greste lahko naprej. Zdaj, to je to. To so te inovci, ki so tukaj v šotoru. Torej, tista stvar, ki je nekako zapustila vaše življenje, vašo situacijo, je videti, da se zaradi tega ne obremenjujete preveč, ampak ste se osredotočili na tisto, kar vam je še ostalo. Da vidimo, kaj pa so te hitri dogodki, kam so vas pripeljali. Okay, tle spet je napadla, bomo dali sem. Zanimivo, tle imamo spet osmico kelihov. Ok, tle imamo kraljico kelihov obrnjeno, zaljubljence obrnjeno in asa kelihov. Aha. Mislim, da razumem, kaj se tukaj dogaja. Nekdo se vrača. Ali pa se je že vrnil. Jaz bi rekla, kot da se tukaj potem da zdaj recimo v trenutni situaciji poskušate nekaj, kar se prej ni izšlo. Poskušate to popraviti. Ampak se mi zdi, kot da vam to glih ne uspeva na tak način, ko si vi predstavljate. Potem pa neka hitra novica pripelje neko novo energijo, nekaj novega se pojavi v vašem življenju. Zdaj to je lahko že prišlo, lahko še prihaja, ampak dajmo pogledati na svet in izid. Tukaj imamo karto zvezda in karto dvojko palic obrnjeno. Zdaj zvezda je tudi tale karta, torej nekako se že prepleta to z prihodnostjo. Ampak jaz mislim, da vam bo ta stvar, ki bo prišla v vaše življenje, to gre za jaz mislim, da to nekaj podobnega, kot ste imeli že v preteklosti. Lahko gre za isto osebo, lahko gre za isto situacijo. Nekako se bo spet pojavila v vašem življenju in vam na nek način odprla novo možnost. Torej, zdaj tako, kot bi rekla, kot da ste tukaj bili v nekem odnosu lepem, ali pa ste dobili neko, recimo, dajmo pogledati, da ste bili v neki službi, ki vas je osrečevala. In potem je prišla neka nova ideja, ki vas je zelo čustveno navdihnila. In na nek način ste to zaključili, to službo, ali pa ste nekako bili v tem precepu, niste vedeli, kaj, kako. In zdaj na nek način, pol se vam je zgodilo, da ste na nek način nekaj izgubili, nekaj pomembnega, ampak ste hkrati ugotovili, da to pomembno je tisto, kar vam v bistvu rabi, da to je vse, kar vam rabi, da tisto drugo, kar je bilo še zraven, da vam v bistvu ne rabi. Ne vem, jaz upam, da ima to nek smisel za vas. In zdaj se mi zdi, kot da se tle spet nekaj pojavi iz preteklosti, kot da nekaj hočete razčistiti, kot zdaj, ko ste si opomogli, ko ste si razčistili misli, hočete spet to nekaj, recimo spet to staro službo tukaj nekako najti neko povezavo. Ampak potem se spet pojavi ta priložnost. In v bistvu se mi te karte zdijo, kot da se vam spet pojavi ista situacija in kot da je v prvo niste mogoče izkoristili na pravi način in zdaj prihaja nova priložnost. Mogoče kaj takega.
Ampak tokrat vam bo dala upanje. Prej ste se zapirali vase in premišljali o teh dogodkih, zdaj pa vam bo dala neko novo upanje in tukaj boste pripravljeni v bistvu na spremembo, narediti neko spremembo. Ta šestica mečev. Ja, jaz mislim, da je to v bistvu nekdo, ki se vrača. Ali pa se vi vračate nazaj k tej priložnosti. Recimo, če ste tukaj dobili neko idejo, ki vas je zelo navdihnila, vas bo nek hitri dogodek ali pa vas že preusmeri k temu, da se spet vrnete k tej ideji, da spet poskusite to ponovno. In tukaj imamo osmico kelihov. In jaz bi rekla, da v bistvu, ker se spet pojavlja osmica kelihov tukaj, ki smo imeli že tukaj, da v bistvu to potrjuje, da gre za isto situacijo, ampak da boste tokrat izbrali drugačno pot. Dajmo pogledati za prihodnost. Tukaj imamo, ja, norec obrnjen narobe, devetica palic in cesar. Torej, ja, kot sem rekla, boste izbrali drugačno pot, kar tudi nakazuje tale norec tukaj. Zdaj boste izbrali drugačno odločitev, kot ste jo v preteklosti. In zdaj, dajmo samo pogledati, samo da hitro nekaj seštejem. Ja, ne. Okej. Jaz bi rekla, da boste tukaj še vedno malo v dvomih, ker boste izbrali neko drugačno pot, nekaj kot v preteklosti niste, ali pa mogoče, da ste izbrali tako pot že kdaj tudi v preteklosti, ampak se ni šla tako, kot ste si vi želeli. In zaradi tega boste imeli še neke dvome, neke strahove, če bi sploh, mislim, če se bo to res išlo tako, kot vi pričakujete. Ampak videti je, da tukaj potrebujete samo malček bolj odločnosti, in samozavesti. Ampak dajmo pogledati še na svet pa izid. Tukaj imamo spet osmico palic. Zelo dosti kart se tukaj ponavlja. Ja, v bistvu ta novica, jaz bi rekla, da še ni prišla do vas, ali pa bo zdaj vsak čas, ali pa je bila glih pred kratkim, tale, tukaj, ko jo imamo. In na nek način bo v bistvu glih ta novica vam bo pomagala, da stopite naprej na to novo pot. Ampak pomembno je, jaz tukaj vas vidim, kot da boste, recimo zdaj, po trenutnih energijah ste zelo tako, kot nek cesar tukaj, odločni, struktura, koraki, ne vem, točno nekako na nek tak strateški način pristopate do te neke ideje. In karte vam svetuje tukaj, da v bistvu ostanete, da na nek način ne pokažete poraza. Ne vem, če ima to kakšen smisel za vas, ampak da na nek način ostanete ponosni in da ne pokažete nekako, ne vem, to nekako ne znam tega ubesediti, ampak recimo izid je tukaj zmernost in zmernost kaže na to nepotrpljenje. Tukaj smo že imeli karto viteza novcev, ki govori o tem, da izbirate počasne korake. Mislim, počasne korake, da greste korak za korakom, vse počasi, da ne hitite, kar je v bistvu prav. In tukaj imamo karto zmernost obrnjeno narobe, kar pomeni, da v bistvu vi tukaj potrebujete še neko zdravljenje. To je zdravljenje nekih čustvenih ran, nekih bolečin, nekih razočaranj iz preteklosti. In pomembno je, da v bistvu ne hitite, glih zaradi tega, da si dovolite čas, da pozdravite te vaše notranje rane. Ker tukaj imamo karto cesarja in šestico palic obrnjeno. In obe te dve karti sta zelo tako egoistični, samosvoji, ni dosti čustva, ampak so bolj neka dejstva, bolj neko dokazovanje, na nek tak način. In pomembno je, da v bistvu to nekako omehčate, da tukaj dosežete neko spremembo. In to je v bistvu ta karta zmernost, ki vam govori, da ste na pravi poti
In ja, mogoče bo še malček tako nekih preizkušenj, ampak dokler boste vi počasi stopali naprej, boste v bistvu prišli ven celi, vas nič ne bo v bistvu potrlo, ali pa da bi karkoli, da bi vam spodneslo tla pod nogami, ali pa da vam ne bi karkoli uspelo. Vse vam lahko uspe, ampak ne bo šlo tako zelo hitro, in to zato, ker imate tukaj še v bistvu, nekako morate najti še to neko mirnost v sebi. Da ne nastopate tako odločno, da nekako pokažete mogoče svoja čustva, da pokažete svojo ranljivost, svojo nežnost ali kaj takega. Kar tak zanimiv pogled. Upam, da je imel za vas smisel Kozorogi, ker je kar precej tako, mislim, splošna napoved je in potem težko dam neke konkretne primere. Ampak upam, da ste si znali razlagati. Predvsem pa hvala, ker ste ostali z mano do konca. Se vidimo naslednji teden.